V Sloveniji je nadarjen vsak četrti šolar. Verjetno pa jih bi bilo še več, če bi znali prepoznati in razvijati vse talente, ki jih imate mladi. Svoje izjemne sposobnosti je z najvišjimi uvrstitvami na tekmovanjih v znanju dokazal tudi 14-letni Aleksej Jurca. 14-letni Aleksej namesto 9. razreda obiskuje drugi letnik gimnazije Bežigrad, saj je v osnovni šoli kar dvakrat preskočil razred. Zdaj so njegovi sošolci 17-letniki, takoj po pouku ima krožek fizike. Tukaj je najmlajši. No, mogoče je malo škoda, da ni kakšnega mojega sošolca zraven, da bi se potem lahko z njim pogovarjal o tem. Če pa ne, sem že na nek način navajen na to, da sem najmlajši v skupini. Alekseju priprave na mednarodno tekmovanje v rednem gimnazijskem delu ne pomenijo prehudega napora. V šoli je bolj dolg čas, tukaj pa te naloge predstavljajo dejanske izzive. Po pripravah se rad sprosti z igro Minecraft, pri tem pride prav vse računalniško in matematično znanje. In mi je fino ravno zato, ker si lahko v nasprotju z ostalimi računalniškimi igricami, kjer je svet večinoma statičen, sam zgradim svet in ga potem spreminjam. Računalnika pa ne uporablja samo za igranje iger. Letos se je vpisal tudi na angleško univerzo Stanford, kjer spremlja predavanja iz teorije iger. S predavatelji se poveže kar prek spleta. Tole konkretno predavanje se ukvarja z takšnimi igrami, kot so na primer križci in krožci, in ki omogoča, da se z matematičnimi metodami izračuna, kako zmagati v takšnih igrah. Uspešen je skoraj na vseh področjih znanosti. Danes sam pridobiva znanje, na začetku pa mu je veselje do znanja predaja oče, ko sta skupaj razpravljala o svetu okoli nas. Tisti, ki učenje ni všeč, s tem najbrž mislijo na učenje za šolo in to tudi meni nekako ne diši. Po urah za znanost pa se vedno najde še čas za igro z brati. Ne, že spet sem.